Pozdravljeni! Danes se bomo naučili, kako iz navadne majčke, stare majčke, naredimo takole prejico in potem bomo še iz nje spletli izdelek, oziroma skvačkali. Da pripravimo takole prejico, potrebujemo staro majico, oziroma lahko jih je več. Moramo razrezati. In sicer jih bomo najprej odstranili tukajle bomo odrezali zgornji del stran z rokavi in ovratnikom. In pa tale spodnji del, kjer je ta dvojni rob, to gre tudi v bistvu stran. Potem bomo naredili takele trakove, širine 1,5 do 2 centimetra. Ti trakovi se ne bodo odrezali do konca, odrezani bodo samo tukajle na eni strani, in tukajle, ko pridemo na drugo stran, pustimo približno 2 centimetra roba. Tukajle imamo za eno staro majčko, rabimo še ostre škarje in lahko se lotimo dela. Najprej sem odrezala tale zgornji del, sedaj pa bom odrezala še tale rob. Tale rob popolnoma odrežemo stran. Sedaj smo dobili takle košček blaga, takole. V bistvu je ko ena taka cev, tukajle majčka in tukajle tudi, se še drži skupaj. Zdaj bom pa tukajle odrezala take trakove in jih zaključila tukaj približno 2 centimetra pod vrhom. Trakovi bodo široki 1,5 do 2 centimetra. Takole, zdaj imamo majčko razrezano, trakce. Tukajle imamo tale rob in kot vidimo, se tukajle še takole skupaj drži. V naslednji fazi bomo majčko postavili takole, da bomo imeli tale rob cel, da se bo videl, če se predstavljate. In zdaj bomo odrezali, bomo dobili trakove, sicer najprej tole na začetku, potem pa kar takole režemo lepo po strani in bomo kar začeli. Tako, zdaj smo dobili en kup enih trakov. Mora biti samo eden v bistvu, če ste prav delali. In zdaj vzamemo začetek in ga močno raztegnemo in dobimo v bistvu takole nit. In nadaljujemo po celotni dolžini traku, da dobimo takole špageti prejico in prihranimo veliko denarja. Poleg tega pa še malo pomagamo okolju. Res je pa, da morajo biti tele majčke iz džersija, torej ta res t-shirt, noben tak drug bombaž se vam ne bo tako lepo zvil v špaget. Sicer boste ga lahko uporabili kot material za kvačkanje, ne bo pa se tako lepo zrolal kot se tale, recimo majčka. In v bistvu imamo potem takole prejico in jo samo še navijamo v klopko, kot jo imam že tukajle, s katere bomo potem zdajle kvačkali en izdelek. Zdaj imamo prejo, rabimo eno res veliko kvačko, recimo številka 10, vsaj. Odvisno, koliko smo široke trakove rezali majčke, tanjši, ko so, bolj tanka bo prejica. In naredili bomo zdaj v bistvu eno tako, recimo, podlogo za v kopalnico. Najprej naredimo magični krog, ki ga zdaj že znamo. Zanka, ki se jo lahko prilagaja. Evo, naredimo dve. Kvačkajmo tako zelo na rahlo, da nam ne bo preveč trdo in ker je že tako ta material malo težji za obdelavo oziroma za uporabljati,
pa dajmo si še mi malo lajšati zadevo. Takole naredimo 3 verižne. Zdaj bomo pa naredili 12 šibičnih petelj v ta magični krog. Tale prva iz 3 verižnih se šteje že za eno šibično. 3, 4, 5, nekaj že nastaja, pa 6, pa 7, pa 8, 9, še 3 moramo klele stlačiti, tale krogac se že kar napolnil. 10, 11 in še eno. 12. Da vidimo, kaj nam je ratalo. Takle krogec mora pridati. Zdaj pa s tole, ki nam je klele ostala, probamo čim bolj zategniti. Dobre, meni se je strgala, v redu, nič hudega. Tale krogec se tako ne bo čist zapolnil, lahko ga potem čist na koncu mačkan prešijemo, če nas moti, ne? In zdaj tukaj v bistvu naredimo z zgornjim delom slip stitch, da dobimo krogec. Evo, krogec. In zdaj zopet delamo 3 verižne, ta velja za prvo šibično. Zdaj bomo v vsako zanko naredili po 2 šibični, tale je prva in zdaj v isto zanko še drugo. Ko pridemo naokoli, moramo imeti 24 šibičnih zank. Takole. Zdaj imamo 24 šibičnih petelj. Na vrhu združimo z slip stitchem, da dobimo krog. Evo ga. Zdaj zopet napravimo 3 verižne, ki se štejejo za prvo šibično. Zdaj pa delamo eno šibično v eno in potem 2 šibični v naslednjo. Naokrog, ko pridemo naokrog, jih mora biti 36. Takole. Zdaj jih imamo 36 in na vrhu zopet napravimo slip stitch. Dobimo krogec. Takole, že kar lepo zgleda. V naslednji vrstici naredimo najprej 3 šibične, ki se štejejo za prvi, oziroma, 3 verižne, ki se štejejo za prvo šibično petlo. In v naslednjo naredimo tudi po eno šibično, torej imamo zdaj 2x po eno šibično, v naslednjo pa naredimo po 2. In to ponavljamo okrog, torej eno šibično in 2 šibični v eno. Na koncu, ko pridemo naokrog, moramo imeti 48 šibičnih petelj. Takole. Zdaj jih imamo 48. Na vrhu spet napravimo slip stitch. To združimo. In sedaj zopet nadaljujemo tako, da naredimo 3 verižne. Te 3 verižne štejejo kot prva šibična. V tej vrsti bomo naredili 3 šibične zapovrstjo, enojne, torej 1 in 2 in še eno. V naslednjo zanko pa bomo naredili po 2 šibični v eno. Pa 2.
In okrog ponavljamo zdaj 3 enojne šibične in eno dvojno. Okrog in okrog, evo, 1, 2, 3 in dvojna. Na koncu jih mora biti okrog in okrog 60 šibičnih petelj. Evo, takole. Zdaj jih imamo 60 v krogu. Zdaj pa zopet naredimo 3 verižne, ki nam služijo kot prva šibična. Sedaj bomo pa delali po 4 enojne šibične vsake 4 naslednje petlje bomo naredili po eno šibično. Zdaj imamo 3. Takole. 4. In zdaj v naslednjo naredimo 2. 1 in 2. Takole. No. Evo. Zdaj tukaj sta pa 2. In to zdaj ponavljamo okrog in okrog, na koncu dobimo 72 šibičnih petelj. Takole, zdaj jih imamo 72. Na vrhu naredimo zopet slip stitch, da dobimo krog. In nadaljujemo zopet, naredimo 3 verižne, ki nam štejejo kot prva šibična. Potem naredimo še v naslednje 4 po eno šibično. 1, 2, 3, 4. In sedaj naredimo 2 v eno. Torej, v tem krogu delamo 5krat po eno šibično v vsako zanko in potem 2 šibični v eno. Ko pridemo naokoli, jih mora biti 84 šibičnih. Takole. Sedaj jih imamo že 84, tale naša preproga se veča. Zopet na vrhu naredimo slip stitch, da povežemo. In zopet naredimo 3 verižne, ki nam služijo kot prva šibična petla. Naredimo še 5 šibičnih, po eno v vsako zanko. Sedaj jih imamo z prvo verižno skupaj 6 in v naslednjo naredimo po 2 šibični. 1 in 2. Pokažem. Torej 6 enojnih in dvojna. To ponavljamo okoli in okoli. In na koncu jih mora biti 96 šibičnih petelj. Zdaj jih imamo tukaj 96 petelj. Združimo zopet na vrhu. In bomo nadaljevali še eno vrsto. Vi jih lahko naredite poljubno veliko število vrst. In sicer najprej bomo naredili 3 verižne pod vsako vrsto. Potem pa bomo naredili še 4, 6, 7, torej 7 šibičnih. Bomo naredili po eno, 7krat po eno, 4, 5, 6 in zdaj 7.
In v 8. bomo naredili 2. In to ponavljamo naokoli. Ko pridemo naokrog, moramo imeti 108 šibičnih petelj. Takole. Evo. Če želimo, da bo ta naša preprogica še večja, potem bomo v naslednji vrstici zopet naredili na začetku 3 šibične, 3 verižne, ki se štejejo kot prva šibična. Potem pa jih bomo naredili tukaj 8 enojnih, pa dvojna. In bomo to ponavljali cel krog. Potem, če hočemo še večjo preprogico, potem bomo naredili 9 enojnih šibičnih, pa 2, pa eno dvojno. In bomo to ponavljali cel krog. In tako naprej. Tako da jaz bom naredila še eno vrsto, potem vam pa pokažem, kaj bo nastalo. Takole preprogica je končana. V premeru ima približno recimo 40 do 50 cm. Za njo pa smo potrebovali 1, 2, 3, 4, približno 5 majic velikosti L do XL. Takole, veliko stvari se da ustvariti iz rabljenih majic. Tole bi lahko bila tudi recimo podloga za psa, mačko. Lahko bi še naredili recimo zgornji del, pa bi bila taka hišica. Tako da domišljiji prepustite prosto pot in želim vam veliko ustvarjanja. Adijo!